Slovenska vlada je sprejela sklep o začasni zaščiti razseljenih oseb iz Ukrajine, od koder je medtem pobegnilo že več kot 2 milijona ljudi in begu ni videti konca. Največ, približno 1,5 milijona jih je na Poljskem. Nekaj beguncev je sprejela tudi Slovenija. Preverili smo, kako je na prihod morebitnih beguncev pripravljena naša občina in na kakšen način lahko občani pomagajo v teh kriznih razmerah. Lokalne civilne zaščite in tudi civilna zaščita občina Medvode ima seveda svojo pozicijo v sistemu državnega stebra zaščite in reševanja. Se pravi, opravljamo vse naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kakor smo jih prej. Zagotovo tukaj pade še določen del nalog na zbiranje recimo humanitarnih pomoči, pomoč organizacijam, ki to izvajajo, se pravi, da izvajamo neko krovni organizacijski del, logistični del, tehnični. V nadaljevanju pa tudi, če bi prišlo do sprejema beguncev s strani države, zagotavljamo nekaj kapacitet, ki so jih ponudili zasebniki za morebitno nastanitev. Skupaj sta stopili tudi organizaciji Rdečega križa in Slovenska Karitas. Na zbirnih mestih bo vsaj do konca marca lahko vsakdo oddal potrebščine, ki jih ta trenutek v Ukrajini nujno potrebujejo. Pravzaprav smo mi v Medvodah zelo lepo pripravljeni. Ljudje so vsak dan obveščeni, kaj se dogaja. Dobivamo tudi poročila, kaj potrebujejo, tako da zbiramo točno tiste stvari, katere so najbolj pomembne zdaj v tem trenutku. In kaj konkretno lahko ljudje prinesejo? Zbiramo, se pravi, sanitetni material, zelo pomembno, hrano in pa higienske pripomočke. Ta moment oblačil ne zbiramo. Kakšen pa je odziv? Moram reči, da lep, presenetljiv, ljudje vejo, kaj to pomeni oziroma kaj se dogaja, tako da ja, hvala vsem. Na pomoč so že priskočili številni občani in donacij je bilo v različnih oblikah že kar nekaj. Na kakšen način pa je na pomoč priskočila naša občina? Občina Medvode oziroma civilna zaščita sodelujeta v odzivu na begunsko krizo oziroma pomoč Sloveniji z usklajenim delom zbiranja humanitarne pomoči na nivoju občine. To pomeni, da smo zorganizirali vse humanitarne organizacije, ki delujejo, da zbirajo pomoč v določenih terminih tedna. Zbiramo prehrano, higienske pripomočke, gasilsko zaščito in reševalno opremo in pa sanitetni material. Ko to zberemo v določenem številu oziroma v določeni količini, prepeljemo to v regijski in v državni logistični center, kjer potem državni nivo odpremi mednarodno pomoč naprej. Trenutna situacija v svetu pa je vsaj za nekaj trenutkov zasenčila korona krizo, ki je civilno zaščito zaposlovala zadnje 2 leti. Trenutna situacija je bistveno boljša, kakor je bila v mesecu novembru in mesecu decembru ali pa celo v januarju, kjer je bilo število okužb resnično veliko. Situacija se je zadnji mesec zmanjševala, trenutno beležimo samo 176 aktivnih primerov okužbe, kar je nekje v zadnjih 7 dneh povprečje 15 novih okužb na dan. Tako da jaz mislim, da se je situacija izjemno stabilizirala in da smo se v zadnjih 2 letih resnično naučili živeti s tem. Tako kot se bomo morali naučiti živeti z negotovim stanjem v Evropi, vsaj zaenkrat še ne kaže, da se bo situacija v Ukrajini umirila. Vsem, ki bi želeli pomagati, so na spletu na voljo vse informacije o zbiranju pomoči.